Lepo pozdravljeni. V letu, ko praznujemo 20 let članstva Slovenije v Evropski uniji, se spet podajamo na evropske volitve. Kar 9 poslancev bomo poslali v Bruselj. Z nami sta tokrat 2 kandidata. Z nami je gospod Milan Gabrovec, prihaja iz stranke Zeleni Slovenije, sicer pa ste župan Markovcev, in gospod David Klobasa iz Nove Slovenije, župan Svete Trojice. Torej, vajini občini sta 20 km narazen. Tako. Ja, nadejam se, da bomo našli kakšno razliko med vama. Ja, kar veliko jih je verjetno. Ja, bomo videli. Torej, zdaj vi, gospod Gabrovec, ste iz Zelenih Slovenije, prej ste bili pa nekoč v stranki LDS. Še vedno sem. Še vedno v LDS. Še vedno sem. Kako je zdaj s temi strankami? Ta stranka Zelenih, kaj je to? Kakšna stranka je to? Koga združuje? Mene nekako sprašujejo, kako to, da sem se pojavil na kandidaturi Zelenih, ampak mi smo se zbrali v bistvu tako mešana družba razmišljajočih ljudi, ki nimamo vedno istega mišljenja. In jaz pravim, oziroma združujemo neko socialno, liberalno in pa zeleno komponento in zdi se mi, da smo ena dobra alternativa na teh evropskih volitvah. Kako komentirate dejstvo, da špicen kandidat, bom rekla tako po nemško, Zelenih, evropski, ni spoznal nosilca vaše liste? Ne vem, jaz sem to si pogledal to izjavo, meni se zdi, da je to bolj politična izjava kot pa resnica, tako da ne verjamem, da v tolikih letih en taki pomemben človek ni vsaj slišal za enega. Ki tudi že zdaj v Evropskem parlamentu. Tako, da vsaj ni slišal za njega. Jaz mislim, da je to bolj pač PR-ovska zadeva. Torej, vam konkurira mogoče stranka Vesna. Kdo je vaša konkurenca? Pa mi smo ene drugemu konkurenca, vendar jaz menim, da te konkurence kot take, vsi bi se morali zavzemati za iste cilje, ko pride do tega, da se začne delati. To je enako kot lokalna zadeva. Na lokalnem področju je vsaj moje mnenje takšno, da ko se končajo volitve, so tisti, bi rekel, mali spodrsljaji, ki se dostikrat zgodijo v volilni kampanji, morajo nehati in takrat se mora delati za skupno dobro, ampak žal tudi na lokalnem nivoju ni tako, tako verjamem, da nekje v Evropi še to toliko bolj težko, ampak moralo pa bi biti tako. No, gospod Klobasa, tudi v Novi Sloveniji smo slišali in videli za kakšne zaplete zdaj pred volitvami, recimo gospod Peterle, ki je vendarle bil prvi predsednik Demokratične Slovenije, prve vlade, ni podprl poslanca Nove Slovenije, pač pa SLS-a, gospoda Balažica. Kaj se dogaja? Jaz mislim, da Nova Slovenija, najprej pozdrav, mislim, da Nova Slovenija ni klasična desna stranka, v kateri bi veljalo enoumje. Menim, da vsak je toliko izučen in izkušen politik, da lahko nekatere poteze sprejema po svojem. Jaz gospoda Peterleta spoštujem, menim, da je ogromno dobrega naredil za našo državo in za nas vse skupaj. Njegove odločitve so pa njegove osebne in težko komentiram. Ali bo to kaj pomenilo zdaj za uvrstitev vaše stranke? Vam bo to vzelo kakšen glas? Kako gledate na to? Jaz menim, da Nova Slovenija bo presenečenje teh volitev. Predvsem zaradi tega, ker mislim, da imamo zelo lepo pahljačo različnih osebnosti, združene pod isto politično družino, se pravi Nova Slovenija, in menim, da imajo na naši listi državljanke in državljani dobro izbiro. Dobro, vidva sta župana. V Sloveniji imamo 212 občin. Zanima me, po vašem mnenju, ali je to preveč? Zdaj o številu občin, mislim, ne vem, ne bom se opredelil, ali je to preveč ali je to premalo, vendar pa lahko z zagotovostjo potrdim po mojem 3 mandatih, 4. mandat sem župan, da če ne bi bilo občin, bi bil razvoj teh, bi rekel, manjših občin, novo nastalih občin, bistveno slabši in bi bili zdaj še kakih 30 let nazaj na tistem nivoju, ker vse vemo, velike občine, takrat, ko so bile, mi smo bili del velike občine Ptuj, se je tudi kolega David je bil, njihova občina je bila in vemo, kako je vsak najraje na svojem dvorišču najprej vse uredi, potem pa šele gre na obrobje. Tako da
To je bila zelo dobra rešitev. Če pa gremo malo pogledat po Evropi, pa vemo, recimo najbolj blizu nam je Avstrija, ki ima, mislim, da okrog 1500-1600 občin, Češka, mislim, da jih ima tam nekje okrog 10 000 in tako naprej, strašno veliko občin. Je pa res, da nekatere države pa tudi imajo manj občin, pa so tudi zelo uspešne. Tako da mislim, da je ravno prava številka. Gospod Klobasa, kaj vi menite o tem? Vendarle se vam je dejansko finančno poznalo to, da imate svojo občino. Nazadnje še Ankaran je to navajal kot argument, ne? Ja, jaz mislim, da se strinjam s kolegom. Absolutno menim, da ni preveč občin. Prepogosto se pojavlja vprašanje, ali je občin preveč, podobno kot za neka ostala druga populistična vprašanja. Se mi zdi, da takoj, ko hočemo deliti javnost, bomo postali kako tako vprašanje. Ampak sam menim, da je le na ta način možna res fokus nekih financ, poznavanja. Treba je vedeti, da je občina samo podaljšek države in konkretno ukvarjanje z problemi lokalne skupnosti. Tako da sam se podpiram, sploh male občine, mislim, da smo z malimi ekipami super operativni in sam tudi zdaj v drugem mandatu opažam, da ne samo, da smo ogromno naredili, predvsem menim, da smo naredili dost na samem stanju duha v družbi. Sam sem zadnje volitve zmagal z celotno listo Nove Slovenije in vidim, da nam ljudje zaupajo in ponosen sem na to. No, ampak v glavnem je problem tu denar, ne? Vam ta glavarina ustreza? Kako ste zdaj zadovoljni z vladno podporo občinam? Glavarina nam ne ustreza, ker še vedno je še vedno smo podfinancirani. Jaz menim, da prav glede na to, da smo na pogovore o evropskih temah, prav tukaj je pomembna tudi Evropa, kajti samo z glavarino v bistvu občina ne more prosperirati in omogočati nekega dobrega razvoja. Se pa prav preko evropskih projektov, če smo uspešni, lahko ustvarjajo večji in boljši projekti. Tako da tu smo, mislim, da vse občine smo odvisne od tega evropskega fonda. Dobro, recimo, če ste izvoljeni oba dva, to sprašujem, kaj bo prva stvar, ki jo boste poskušali spremeniti prav glede financ? Zdaj, to je v bistvu zelo široko vprašanje, ne. Zdaj ti kot posameznik med 750 poslancev približno, ne, zelo težko kaj spremeniš, tam se seveda moraš povezati z podobno mislečimi, pa tudi z drugače mislečimi, če tega ne počnemo, to, kar sem prej povedal, v lokalnem nivoju je enako, potem ne moreš nič doseči. Zdaj, tisto, kar bi bilo prvo, jaz najbolj govorim o tem, da sem naletel pri mojem delu velikokrat na odgovore naših odgovornih v naši državi, ja, tega preprosto ne pusti Evropa ali pa Evropska komisija in tako naprej. Jaz tega jaz ne verjamem, ker na drugi strani smo bili priča in smo brali v medijih, da so se recimo Natura 2000, tukaj imamo velike težave občine, pa daleč od tega, da bi mi župani bili proti Naturi 2000, ker smo tisti, ki skrbimo tudi za ohranjanje okolja, živali in rastlinstva, ampak pogoji, ki pa jih postavlja naša država za to, da ti v Naturi 2000 zgradiš en preprosti objekt oziroma eno cesto, karkoli umestiš v prostor, je misija nemogoče in izgovor je navadno Evropa. Jaz mislim, da to ni prav in to je prva stvar, ki bi jo potrebno bilo urediti, druga stvar pa je zagotovo razpisi evropski, ki so vedno bolj prilagojeni malo večjim občinam. Recimo občine pod 10 ali pa pod 15 000 prebivalcev se več nimamo kam prijaviti, recimo največji problem je kanalizacija, čeprav v naši občini kanalizacijo smo že končali, ampak nekatere pa še imajo velike težave s tem in je potrebno te razpise spustiti ne na 2000 populacijskih enot, ampak na toliko, koliko jih pač občina potrebuje, ker drugače se niti na razpis ne more prijaviti. Tako da to so stvari, ki jih je treba čim prej urediti. Ja, no, pri Naturi 2000 vam mogoče lahko pomaga nekdanji član LDS-a, gospod Janez Kopač, ki je izposloval to Naturo 2000. Ja, dobro, enako vprašanje za vas. Lejte, takole sem prebrala, v programskem obdobju 14-20, ne, je Slovenija uspela porabiti vsa razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike. A bi se s tem strinjali? Torej, kaj imate vi od teh sredstev, vi in vi? Jaz mislim, da je pa ta zadeva odvisna tudi od občine do občine. Poznamo mandate, kjer se je zelo malo črpalo iz evropskih skladov,
imamo pa primere, kjer se pa počrpa ogromno. Seveda je pa od tega, koliko bo neka občina črpala, odvisno tudi predvsem od programa naše države. Če se dotaknemo samo te perspektive, leta 2021 se je začela, leta 2024 smo komaj dobili smernice, traja pa do leta 2027. To je pa ta zdaj nova perspektiva. Kar pomeni, da ta pripravljalni čas, priprava dokumentacije, birokracija, preden pride do občin, traja tako dolgo, da smo župani kasneje v eni taki pak poziciji, kjer moraš na hitro pripraviti projekt, se najverjetneje povezati v neki konzorcij občin in razpisati projekt in ga izvesti v roko. In enostavno menim, da tukaj prihaja do večje prefinanciranja teh projektov, zaradi tega, ker vse občine naenkrat začnemo s tem, ni projektantov, slabi projekti, ogromno popravkov na projektni dokumentaciji in sami gradnji. In jaz mislim, da prav ti postopki se morajo skrajšati na državni ravni, pa da se tam dotaknem še recimo Nature 2000, ki je kolega omenil. Menim, da moramo se zavedati ene zadeve. Evropa gleda generalno na te projekte, podobno kot pa imamo v kmetijstvu. In ko debatiramo o zelenem prehodu, vemo, da naše krave ne onesnažujejo evropskega okolja in naše kmetijstvo ni nevarno za Evropo, zaradi tega, ker mi nismo primerljiva država ne za Nemčijo, Francijo, Nizozemsko, tam gre za industrijsko kmetovanje. V Sloveniji tega industrijskega kmetovanja ekstremno malo. Pri nas gre za butično kmetijstvo in to je specifika, ki jo vseh 9 izvoljenih evropskih poslancev mora najprej se zavedati in tudi zato ustrezno pogajati izjeme, ki jih naša država kot taka ima. No, prav, če nadaljujem s temi podatki, gospod je že omenil programsko obdobje 21-27, takole piše, da je v letu 23 je država že izdala odločitve o podpori v vrednosti 334 milijonov evrov, to je 10% vseh. 10% to ni prav veliko. Kako vi gledate na to? Ja, država je izdala, v resnici pa mi se soočamo na kolegijih županov in tako naprej, vedno znova prihajamo do podobnih stvari, ki jih je zdaj kolega omenil. Zdaj, če ti hočeš pripraviti vse, to zahteva določeni čas in če zdaj mi vemo, da smo v 24. letu, do 27. leta se bo bore malo uresničilo. Če pa se vrnemo nazaj na tisto, kar ste rekli, kaj imamo mi od teh prejšnje perspektive, zdaj mi konkretno bom zdaj povedal za našo občino, mi smo od leta 2010 pa do lanskega leta počrpali iz evropskih skladov približno 5,5 do 6 milijonov evrov, to je za en dober naš proračun letni, tako da smo kar nekaj stvari naredili, ampak to je spet odvisno od nas samih. To ni stvar države, to se moramo mi potruditi, mi poiskati, mi se prijaviti in potem seveda izpolniti vse pogoje. Mi imamo toliko sreče, mogoče, da se lahko prijavimo, ker smo nekoliko boljše financirani, ker nimamo niti centa še kredita in se zato prijavljamo na veliko različnih razpisov in potem tudi imamo toliko več teh sofinancerskih sredstev, s katerimi potem gradimo različne stvari od kolesarskih. Torej niste zadolženi, ne? Kako gledate na to? Ker nekatere občine pa so. Bi bilo treba omejiti zadolževanje občin? Jaz mislim, da glede na to, da ko se občina prijavi na razpis, gre v bistvu v fond za pridobitev kredita kompletni znesek, to ne bi smelo biti, ker vemo, da je neka zagotovljena poraba, ki jo ti moraš imeti zagotovljeno od šola, vrtec in tako naprej, bi morali to izločiti, zato pa prihaja do tega, da so nekatere občine tako strašno zadolžene, ampak to nič ni niti narobe, če so zadolžene, ker jaz ne poznam skoraj nobenega človeka, fizično, bom rekel, v privatnem življenju, ki nima kredita, tudi občina mora imeti kredit, če hoče danes nekaj narediti. Nekateri pač imamo to srečo, da nam zaenkrat še ni bilo potrebno tega narediti. Dobro, politično vprašanje. Katera vlada do zdaj je bila najboljša pri koriščenju teh kohezijskih sredstev?
Jaz mislim, da naša. Naša, to je ta, ki jo je vodil gospod Janša. Ja, prejšnja garnitura. Ja. Kaj pa vi rečete? Jaz sem zagotovo rekel, da je bila tista nekoč nazaj močna LDS-ova vlada. Ne? Ja, dobro. Lejte, zdaj velikokrat slišimo tudi, da ni projektov. Zakaj nimate projektov že pripravljenih? Tu bi pa jaz odgovoril, mi imamo projekte pripravljene. Ja. Jaz mislim, da tu gre spet, je vprašanje odvisno zdaj na katero, če gremo na lokalno samoupravo, jaz mislim, da to je odvisno od vsakega župana, od nas, od lokalne politike. In predvsem, kar jaz vidim v občinah, je pomanjkanje idej ali pa neko kopiranje enih in istih projektov iz občine v občino, ki vprašanje, koliko imajo nekega smisla. Mi nismo ena izmed občin, ki ne bi imeli kredita, smo zakreditirani v mejah, ki nam jih Ministrstvo za finance tudi odobri, ker enostavno leta 2018, ko sem prevzel mandat, je občina bila v bistvu zelo nerazvita in smo morali investirati kar precej, da smo kot prvo zaustavili padec populacije, izseljevanje iz občine. V tem trenutku se lahko pohvalim s tem, da smo v 6 letih povečali občino za 15%, kar se tiče števila prebivalcev. Kako vam je to uspelo? S tem, da smo aktiven župan. Aktiven župan. V teh letih smo vložili skoraj 2 milijona evrov v komunalno infrastrukturo in komunalno opremljanje ulic novih, kjer so se v teh 4 letih zdaj se je zgradilo 64 novih hiš in to je enega naselja in pa še enega. 64 družin, ki ostanejo. Tako. In jaz mislim, da je to pomembno. Občina brez priliva nekih glavarine, ne? Tudi glavarine, čeprav jaz vedno rečem, da vsak občanom je približno 300 evrov stroška še vedno, ne? Malo več. Do tega, kar bi morali biti financirani na glavarini. Ampak vemo pa, da občina pač rabi, ko ti večaš občino, rabiš vrtec, rabiš šolo, rabiš še večje prostore, investirali smo v ambulanto, zdravstvo, tako da v naši občini z družinsko medicino nimamo težav. Kaj pa delovna mesta? Tudi ta potrebuje občina. No, jaz bi rekel še samo to. Mi imamo v predalu toliko različnih projektov pripravljenih, da če bi danes dobili, bom na pamet rekel, 10 do 20 milijonov, bi zlahka jih porabili tako. Tako da tu ni težava v tem, ker delamo na zalogo tudi določene projekte in imamo tudi strategijo razvoja do leta 2030. Zdaj pripravljamo novo sicer. Kar pa se tiče delovnih mest, zdaj mislite na splošno ali... V občini. V naši občini. Kako jih povečujete? Zdaj mi povečujemo naša delovna mesta tako, da širimo vrtno cono. Mi smo že zdaj lansko leto odprli 4. fazo, imamo malo nekaj čez 16 hektarjev obrtne cone, tam med 20 in 25 je tam not obrtnikov. To so običajno take bolj mirne zadeve, nobene težke industrije in trenutni podatek je, da je v naši obrtni coni zaposlenih, ne točno tam, ampak tudi nekateri imajo delavce po svetu, preko 500 zaposlenih in to je na našo število prebivalstev 4100 ljudi zelo, zelo dosti. In pa ta 4. faza, ki pa smo jo lani odprli, pa predvideva tudi približno 200-250 zaposlenih, tako da na tak način zelo dobro poskrbimo za zaposlitev. Seveda ne dobijo samo naši občani in občanke zaposlitve tam, ampak tudi od drugod. Tako da, pa še to bom povedal, zaposlenost oziroma brezposlenost, tako moram reči, v naši občini je, mislim, da tam nekje med 2,5 do 3%. Tudi v Sloveniji je nizka. Zelo nizka, ja, tako da. Torej, lejte, med 212 občinami je 12 mestnih. Zdaj velikokrat se pojavi tudi vprašanje, kaj bi bilo, če bi imeli 2 pokrajini ali pa mogoče več pokrajin. Kaj vidva menite? Kot državni svetnik zagovarjam pokrajine, ustanovitev pokrajin, zagotovo vidimo dobre prakse tudi iz Avstrije, da zadeva funkcionira, če se prenese del obveznosti na pokrajine in da se prenese del obveznosti iz občin na pokrajine in nekaj državnih odločevalcev na pokrajinsko politiko.
Na ta način bi zmanjšali te birokratske probleme, obenem pa vsaka pokrajina lahko malo se prilagaja specifiki določene pokrajine. Če gledamo recimo zimsko službo, mi dobimo isti denar, ne, celotna Slovenija, pa obalni del kaj dosti ne rabi. Ne. Nekatere druge občine vlagamo ogromno denarja v zimsko službo, kot smo se pogovarjali pred studijem. V tem vikendu imamo zabeleženih vsega skupaj v zadnjem letu dni 12 plazov. Vsak plaz nas stane okoli 1 milijon. Do danes ne vemo, na kak način bomo to financirali. In pokrajinska zakonodaja bi bila tista, ki bi naj take zadeve tudi urejala, glede na specifiko. Dobro, vodilna tema letos je na teh volitvah predvsem zeleni prehod. Ali vidva podpirata prepoved motorjev z notranjim izgorevanjem? Nobena politika ne more kar ukiniti teh stvari. Je pa se potrebno tudi v stranki smo mnenja, da zeleni prehod da, ampak ne zeleni prepad in zagotovo ne moremo kar ukiniti vsega. Ja. Pomembno je zavedanje tega, da je bil Green Deal podpisan leta 2010. Generalno se mi zdi, da so države malo zaspale v teh letih do 2024, kjer smo danes, in zdaj gledamo, do 2030 bi naj bil pač neki rezultat. In zdaj v zadnjih 6 letih smo pa na okopih, da to ne gre tako hitro. Seveda, ker se je premalo nekih drastičnih odločitev sprejemalo od leta 2010 naprej. Gospod Gabrovec, kaj pa vi? Ja, jaz mislim, da je to ni tako enostavno, kot se zapiše. Zdaj pa bomo takrat in takrat bomo prepovedali to. Jaz sem za to, da se ta zeleni prehod pripravi pri vseh področjih, ne samo motorji na notranje izgorevanje. Ne. Potrebno je razmisliti tudi o pridelavi naše elektrike, ne, ki bi vsi imeli vse, ne bi pa imeli nobene vetrnice, nobene sončne elektrarne, nobene elektrarne nasploh. Bi vi uvrstili te vetrnice v vašo občino? Ja, če bi bilo primerno mesto in če bi bilo na primernem razdalji od vseh naselij, jaz se vozim po celi Evropi, po celem svetu. Jaz ne vem, ali smo mi v naši državi toliko bolj, ne bom rajši mogoče rekel izraza, kot so nekatere druge države. Enkrat sem letel z avionom iz Brusla in sem dobesedno štel 10 minut te vetrnice, verjetno sem bil največ časa nad Nemčijo, 600 pa nekaj sem jih naštel. Tako da mi pa ne moremo nastaviti, pa seveda z vsem spoštovanjem do vsega tega, da je treba biti zeleno naravnan in da moramo spoštovati vsakega posameznika. Ampak vse se da, če se hoče. Če pa ne, pa bomo pač, jaz včasih uporabim izraz, bomo morali nazaj v votline. Vetrnice pri vas? Tu se dotaknem še enega drugega primera. Mislim, da smo v Sloveniji prevečkrat zelo ozkogledni. Kot je omenil kolega, se strinjam z vsem povedanim. Večkrat pa dajem za primer Švico. Leta 2010 je Švica prav z Green Dealom začela graditi največjo, ker ena zadeva je ustvarjanje elektrike, druga pa je hramba te elektrike. In prav zaradi tega prihaja do teh velikih razlik v prodaji, odkupu in tako naprej. V Švici so leta 2010 zagnali projekt jezer Mut, začela se graditi največji jez praktično, ki deluje kot hranilnik energije. S povratno elektrarno. Tako. In jaz pogrešam take inovativne projekte tudi pri nas. Še ene avče. Predvsem pa mislim, da Slovenija mora se lotiti vseh možnih, vse karkoli je na izbiro, da zagotovimo energetsko neodvisnost. Torej, kar se tega prometa tiče, so tudi železnice zelo v kritični točki. Imamo tudi dizelske lokomotive. Kako bi vi z železnico približali svojo občino Ljubljani? Jaz mislim, da je to zelo enostavno. Samo je treba zgraditi ustrezne tire in kupiti prave lokomotive in se peljati jaz pravim, tako kot včasih tisti, ki smo še v stari Jugoslaviji služili vojsko, smo rekli, da pelje čiro, tisti še lokomotive na povodno paro skoraj. To je zelo enostavno rešljivo. Pa druga stvar pri prometu in po takem je potrebno narediti pravno to, kar je tudi, mislim, da je bila Švica ta prva. Tovornjaki več niso na cestah, ampak so na železnicah. Vendar
pri nas niso še železnice tako urejene, da bi se to lahko zgodilo množično, tako mislim, da je v Švici to, da se več ne vozijo drugače, razen samo od železniške postaje do tistega dobavitelja oziroma kam mora odpeljati tisti tovor, ki ga ima na tovornjaku. No, ena druga močna tema so tudi ti migracijski centri. Bi ga vi postavili v vaši občini? Absolutno ne. Zdi se mi, da Slovenija ni končna destinacija, to je prva stvar Za zdaj, ne? za ilegalne migrante, ne, če se pogovarjamo. Ja. Jaz mislim, da je ilegalne migracije treba zamejiti pred vstopom v Evropo. Seveda pa migracije so obstajale vedno, so bile v preteklosti, so danes, tudi mladi migriramo. Ja. Sam sem živel v Nemčiji, se vrnil Ampak s nazaj. potnim listom, ne? Tako, in zato je beseda migracije za moje pojme zelo, ima ta negativni prizvok, Zelo rabljena. zelo nerad uporabljam. Jaz mislim, da so to bolj kulturni in družbeni izzivi Evrope. In če govorimo o ilegalnih migracijah, je moje stališče jasno, da jih je treba zamejiti pred vstopom v Evropo. Kar se pa ostalega migriranja tiče, če hočemo obdržati mlade, mi moramo bolj razmišljati o tem, kaj bomo naredili, da se bodo mladi vrnili, ko pa se ukvarjamo z tem, kako pač preprečiti neke probleme, ki ne obstajajo. Dobro, kam bi vi postavili te migracijske centre? Jaz mislim, da je to potrebno zamejiti že pred vstopom. Mi smo šengensko mejo prestavili na drugo mejo, na južno mejo Hrvaške. Na področju teh ilegalnih migracij pa se ni po podatkih, ki so v javnosti, spremenilo nič. To pomeni, da ta šengenska meja ne deluje tako, kot bi morala in bi morali tu zaostriti te pogoje, da pa kar bi zdaj, ko nekdo vstopi korak čez mejo, takoj postavili ta center, mislim, da to ni pametna rešitev, ker, tako kot je že David povedal, mi nismo ciljna država teh migrantov in treba jih je pač ali vrniti. Jaz mislim, da tisti, ki ne pride legalno v našo državo, nima kaj tu iskati in ga je treba vrniti. Dobro, zdaj Panvita pa Perutnina Ptuj, to sta samo dve podjetji, ki sta bili prodani tujcem. Kaj to pomeni za kmetijstvo v vaši občini in okolici? Zdaj zaenkrat zelo dobro poznam vsaj Perutnino. Nekih težav trenutno še, ker Perutnina že kar nekaj časa v tujih rokah, nekih težav glede tega ni, celo se je poslovanje izboljšalo. Nisem pristaš tega, da se komplet vso premoženje, ki jo ima država oziroma ki je v naši lasti, preproda tujcem. Drugače pa ne moreš reči, da so slabi gospodarji. Kar pa se tiče Panvite, pa še tega ne vemo, ker je tik pred kratkim se zgodil Zemljo imajo v najemu za 10 let. Tako, ja. Gospod Klobasa? Moje stališče tu je jasno. Jaz mislim, da je glavni problem to, da država ne zna upravljati s temi podjetji, da se tudi prodajajo. In ne gre za slaba podjetja, gre za vrhunska podjetja, ampak treba menjati management takim podjetjem, ne pa zadevo prodajati takoj, ko zaškripa. Ogromno takih primerov imamo. Prav tako se ne strinjam s tem, da se seli sedež nove KBM v Ljubljano, če gremo. Ne rabimo primerov, kjer se prodaja tujcem, ampak vsi se pogovarjamo o decentralizaciji, na tem pa zelo malo delamo. Tako da Maribor je že izgubil sedež Save, mislim, zavarovalnica Maribor, potem zdaj nova KBM, kjer enostavno pač takih odločitev ne razumem in jih ne morem najbolj sprejeti. Dobro, za konec še vprašanje. Obetajo se tudi 3 referendumi prav na dan volitev. Kako bosta vidva glasovala? Evtanazija, volitve, kako konoplja? Evo, tu imam možnost, da lahko pojasnim, ker moje stališče ni popolnoma identično, kot je strankarsko. Prav zaradi tega sem ponosen, da sem član stranke, ki mi dovoli, da lahko imaš okoli nekih točk tudi svoja stališča. Samo sem v zadnjih 2 letih spremljal umiranje mojih 2 babic in večkrat sta me prosili, da ko vidiš pač trpljenje, obedve sta umrli za rakom, je pač moje stališče tu, ja. Evtanazija, da. Drugo, preferenčni glas, absolutno da. Zdi se mi, da to skrajni čas, če želimo izvoliti politike, ki bodo dejansko tisti, za katerih bomo jih konkretno volili.
pri konoplji pa tudi da. Dobro, kaj pa vi, gospod Gabrovec? Jaz kot v bistvu človek, ki sem po duši liberalec, nimam kaj drugega kot glasovati za. Za vse troje. Za vse troje. Dobro, spoštovana kandidata, najlepša hvala za vaše odgovore. Mi pa vsi na volitve in na referendume. Nasvidenje. Srečno.